To bi lahko bila ponovna možnost za 100 000. Dajmo jo raziskati skupaj. Ok, lahko bi rekli, da se Bitcoin ne premakne praktično nikamor. Zdaj smo v tej konsolidaciji že kar precej časa, lahko tudi kar izmerimo od tukaj naprej pa do tle. Imamo zdaj že 150 dni smo v tej konsolidaciji. In kaj je delal Bitcoin v tem času? Kolebal je med mejama, tukaj 70, 71, 72 tisoč in od spodaj na meji tam nekje okoli 60, 61 tisoč, ki jo je tudi že večkrat izgubil. Tukaj smo enkrat izgubili in smo prišli do 58 tisoč, 57 in na to še enkrat tukaj, kjer smo prišli do 55, če upoštevamo telesa svečk, ali pa če upoštevamo sence svečk, celo do 53 tisoč. Zdaj, zanimivo postane, če mi na tem vzorcu povežemo vrhove, tako, torej imamo povezane vse zgornje vrhove in zdaj bom povezal tukaj še dna. Torej, tukaj smo zadeli ob to dno in tukaj. In vidimo, da se to zelo lepo povezuje in kaj nam daje? Daje nam padajoči, razširjajoči klin. To je bikovski vzorec, kar je super. Mi zdaj lahko na podlagi tega vzorca tudi simuliramo tarčo, do kod lahko doseže Bitcoin, če ga končno prebije. Tako da bom izmeril višino od njegove točke pa do njegove najnižje točke, ki smo jo imeli tukaj na okoli 55 tisoč. In če to prestavim na zgornjo mejo, sicer nimamo še preboja, ampak lahko domnevamo, da bi lahko prebili nekje tukaj. Treba je tudi upoštevati, da tale zgornja meja z dnevi, ki grejo mimo, tudi pada. Ampak, če simuliramo, če prebijemo tole zgornjo mejo, do kod bi potem lahko prišli. In dobimo tukaj simulirano tarčo 92 tisoč. Zdaj, kot že vemo, to je v bistvu samo simulacija tarče, treba je potem upoštevati tudi razne druge dejavnike, enkrat, ko se ta meja prebije. Zdaj, za bike, kot ste sigurno že ugotovili, je ključnega pomena tale meja od 70 pa do 72 tisoč, kar tudi prinazarja tale padajoča linija. To morajo biki prebiti, da vidijo potem nadaljevanje rasti na 92 tisoč in ja, potem je možnih tudi 100 tisoč. Zdaj, to je trenutno na dnevnem intervalu. Če pogledamo tedenski interval, imamo praktično isto situacijo. Torej, delamo kot neke vrste padajoči klin, padajoči razširjajoči klin. Tukaj na tedenskem tudi stokastika RSI trenutno kaže, kot da bi biki nazaj prevzemali nadzor. Pa pojdimo nazaj na dnevnega. Zdaj, kar mi zadnje čase ni ravno všeč, je to ta zadnje dogajanje znotraj tega ogromnega vzorca. Tukaj, kot lahko vidimo, imamo spet neke vrste manjšo konsolidacijo in če povežemo vrhove in na to še dna, vidimo, da spet delamo nek razširjajoč klin, to je naraščajoči razširjajoči klin, ki je pa medvedji po naravi. Zdaj, kar ta klin lahko nakazuje, sicer moramo še počakati, da se dejansko izvede in da se potrdi ta vzorec, po mojem je še nedokončan. No, če se to izvede, potem lahko pademo spet nazaj na meje okoli 64 tisoč in ja, tudi 60 tisoč. Ta vzorec bi lahko pomenil tudi, da smo lahko spet zavrnjeni od te meje 70, 71 pa vse tam do 72 tisoč. Kaj se trenutno še dogaja? Tukaj smo imeli tale dvojni vrh, ga bom kar označil. Tukaj smo imeli prvi vrh, to smo se spustili in na to smo naredili še en vrh
in na to je sledil tale velik padec. Zdaj, s to rastjo, ki smo jo imeli tukaj, smo prišli testirati točno tole neckline mejo dvojnega vrha, zato je to tudi kar pomembna meja. Treba bo gledati zdaj, če bomo slučajno od te meje spet zavrnjeni. Če ne bomo, nas potem čaka tale glavna meja 70-71 tisoč, ki jo morajo biki obvezno osvojiti, če hočejo videti nadaljevanje rasti. Zdaj, Stochastic RSI tukaj na dnevnem časovnem intervalu je malček drugačen, izgleda, kot da bi tukaj medvedi hoteli prevzeti nadzor, tako da bomo morali videti, če slučajno to mejo izgubimo, potem ja, gremo nazaj dol testirati meji 64 tisoč in pa 60 tisoč. Tako da ja, na splošno je slika za Bitcoin bikovska, je pa malček zaskrbljujoč makro, ki ga spremljamo na Patreonu, na katerega se lahko naročite tudi za en teden brezplačno. In ne se pozabi tudi naročiti na kanal, ker bomo vsekakor to situacijo spremljali še naprej. To bo po mojem še zelo zanimivo, čeprav trenutno mogoče ne izgleda tako. Kar bo predvsem zanimivo zame je, če se bo dogajanje iz makrota preselilo sem na kriptotrg. Ker tam trenutno res situacija ne izgleda ravno najbolje. Ampak o tem pa več na Patreonu. A ja, skoraj sem še pozabil, divergence. Mi imamo tukaj na dnevnem časovnem intervalu znotraj tega vzorca je tudi ena skrita bikovska divergenca in to je tale. Tukaj imamo dno in višje dno v gibanju cene, medtem ko RSI pa je naredil tukaj dno in malček nižje dno. Zdaj, skrita bikovska divergenca, vemo, kaj pomeni, to lahko pomeni nadaljevanje rasti. Tako da ni izključeno, da mi lahko zdaj v tem vzorcu vidimo še nadaljevanje rasti do že teh omenjenih mej 70-71 tisoč. Ampak trenutno Stochastic RSI ni ravno najbolj naklonjen temu. Vse se lahko še spremeni, treba je neprestano spremljati, to bomo vsekakor delali na tem kanalu, zato kot sem rekel, ne se pozabiti naročiti in nastaviti obveščanja, da slučajno kakšnega videa ne boste zamudili. Rad bi se zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Če bi morda želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, v zameno za podporo dobite tudi dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne pokrivamo samo kriptotrga, ampak tudi delniški in trg žlahtnih kovin. Z drugim paketom višje, pa dobite dostop tudi do moje Discord skupine. Tam še bolj podrobno spremljamo kripto in tudi na manjših časovnih intervalih. Poleg tega pa imajo patroni tudi popust na moji spletni trgovini, kjer se je zdaj že nabralo kar nekaj indikatorjev. Vse, kar so do časa nakupa vložili preko Patreona, lahko uporabijo kot dobro imetje in tako lahko nekateri patroni celo nakupujejo zastonj. No in ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Kot sem že povedal, tam je že kar nekaj indikatorjev. Imamo naprednejši RSI, ki je skupek več indikatorjev, tudi naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje na svečkah, MFI, ki se prikazuje na svečkah in tudi ARI. To je indikator, ki je zrastel čisto na moji ideji in prikazuje, kam na kriptotrgu se pretaka denar, ali se pretaka v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. To je v bistvu kot neke vrste mapa, kjer vidite, kam gre denar. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. In seveda vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tej tehnični analizi. Se strinjate z njo, se ne strinjate z njo, sem morda jaz kaj spregledal? Kar napišite spodaj pod videom, pod komentarje in z veseljem bom tudi podebatiral z vami. Obeta se ogromno novih videov, na kriptotrgu imamo končno neko dogajanje, tako da bomo to vsekakor spremljali. Poleg tega bomo razkrivali tudi nove projekte v sodelovanju s cryptonews.com.
In zato, da kakšnega videa ne boste zamudili, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. In to, čim ga naložim gor. No, zaenkrat bo to vse, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.